Obrnimo se k Keniji, kjer narašča jeza zaradi ameriškega načrta, podprtega strani ZDA, da bi ameriške bolnike z ebolo dali v karanteno na kenijskem ozemlju, čeprav država sama ni poročala o izbruhu. Ta polemika je sprožila proteste in obtožbe, da od Kenije zahtevajo, naj prevzame zdravstveno tveganje, ki ga Washington doma ne bi sprejel. Z nami iz Nairobija se nam zdaj pridružuje novinarka Ruth Almendorp. Hvala, da ste z nami in da delite več informacij o tej razvijajoči se zgodbi. Hvala, Emle. Trenutno je vzdušje v Keniji mirno, čeprav napeto. Za zdaj še ni bilo novih protestov, v naslednjih nekaj dneh pa jih pričakujejo. Tako policiji ni bilo treba posredovati, saj so v teh protestih žal umrli 3 ljudje. A stvar še ni končana, saj se gradnja centra za ebolo nadaljuje kljub sodni prepovedi. To pomeni, da napetosti še vedno niso izginile. Torej, kaj je, vi ste novinarka, zato vem, da lahko resnično podrobneje pogledate vse vidike te zgodbe. Ampak kaj je sploh razlog za proteste? Prvi razlog je, da se ljudje bojijo, da bo ebola prišla v Kenijo, kar ni nenavadna misel, ker Kenija med 17 izbruhi, ki so se zgodili v zadnjih desetletjih, Kenija ni imela niti enega primera ebole. Zato so ljudje prestrašeni, ko pripeljete ljudi, ki so potencialno okuženi, saj se bojijo, da bi se virus lahko razširil v tej državi. In drugič, vlada ni bila zelo pregledna v svojem postopku. Nenadoma so bili tam Američani s 13,8 milijona dolarjev za izgradnjo objekta, ljudje pa niso bili obveščeni. Tako ste lahko na številnih kenijskih kanalih videli, da so se pritožbe nanašale prav na to, na pomanjkanje preglednosti. In kako se vlada s tem spopada? Ali vlada vse te proteste obravnava ustrezno? No, pomanjkanje preglednosti se nekako nadaljuje. Tisto, kar oblasti zdaj počnejo, je, da to postavljajo v primerjavo z obstoječo politiko, v kateri je že 23 drugih centrov, ki bi lahko obvladovali okužbe. A kljub temu to ljudem ni dovolj. Še naprej se sprašujejo, zakaj nenadoma Američani in zakaj nenadoma okuženi ljudje iz druge države. Torej so kenijska sodišča dejansko ustavila projekt, kaj ne? Toda poročila pravijo, da ameriško osebje še vedno prihaja. Ali to zdaj postaja vprašanje suverenosti, prav toliko kot javnozdravstveni preplah? Ja, no, sodišče je izdalo odredbo o ustavitvi, vendar te odredbe niso upoštevali. Ministrstvo za zdravje je ukrepalo, ker se sklicujejo na ustavo, ki pravi, da imajo oblasti v primeru zdravstvenih izrednih razmer pravico nadaljevati ukrepe proti zdravstvenim tveganjem. In to se zdaj dogaja. Za ljudi pa to ni ravno lepo, ker vidijo, da so njihovi sodniki obiti in da se gradnja dogaja na oddaljeni letalski bazi. Tako da do zdaj nihče ni videl ničesar, vse lahko vidiš samo iz zraka. Obstajajo satelitske slike, na katerih lahko vidiš 12 belih šotorov, ampak to je vse. Nihče ni videl, kaj se dogaja znotraj. V redu, najlepša hvala, Ruth Almendorp, za vaše vpoglede. Tudi vam hvala.